Evo. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Dobrodošli nazaj na najinem podcastu. Če ste novi, ste prvič tukaj, praviloma vsak petek naloživa nov video, ki je povezan z duševnimi procesi, duševnim zdravjem, partnerskimi, družinskimi odnosi, seksualnostjo in vse skozi psihoanalizo seveda obravnavava. Če ste opazili, pa se izogibava dnevni politiki. Skratka, veliko uporabnega znanja lahko dobite na tem kanalu, tako da vam priporočam, da se naročite, ker vam bo mogoče ravno to znanje pomagalo do boljšega življenja. In če so vam te vsebine všeč, polajkajte tale video. Prejšnjič sva z Romanom govorila o starševanju, o ranah iz otroštva. Predstavil je tudi prve 3 odločilne faze otrokovega psihoseksualnega razvoja, ki so nujne za to, da se v odraslosti zgodi to duševno zdravje. Če ste ta video zamudili, vam toplo priporočam, da si ga ogledate in pa bova link do njega dala spodaj v opis tega videa. Današnja tema pa bo starševanje oziroma praktični nasveti glede starševanja in starševstva. In prav to je tisto, kar je eden od poslušalcev predlagal oziroma si zaželel, da bi obdelala v enem izmed podkastov. Kot veste, na začetku vsakega podcasta Roman odgovarja na vaša vprašanja in jih bova v bistvu tudi danes obdelala. Je kar nekaj danes v bistvu. Poslali ste jih pač ali pa napisali v komentar, poslali po mailu, kakorkoli, prejela sva jih. Tako da, Roman, če se strinjaš, bi ti kar zastavila prvo vprašanje, ki ga je poslala oziroma postavila poslušalka. Kot pravi, ima fanta, njegov oče je alkoholik in je že od otroštva ljubosumen nanj. Sinu je vedno govoril, da iz njega nič ne bo, obmetaval ga je z raznimi žaljivkami. Zdaj je ta fant danes uspešnejši od očeta, vendar ga oče iz ljubosumja, tako vsaj ocenjuje poslušalka, zdaj še bolj ponižuje in pa celo opravlja po celem mestu. Kot pravi, to vpliva na vse odnose, fantova samopodoba je vedno slabša, ob tem pa sprašuje, kako mu ona lahko pomaga. Ja. To so te kalvarije, ki jih piše življenje. Starši se ne znajdejo, še posebej, če so mladi starši, nezreli, funkcionalno neodrasli, imajo potem otroke in delajo kopico napak. Zdaj, k meni prihajajo tudi take ranjene duše, češ, kako nizko samopodobo imam, pa me dejstva silijo, da bi se cenil, imam, fakulteto, dobro službo, sem cenjen, notranja samopodoba je pa sesuta, podrta. In potem, ko jaz brskam po otroštvu, vidim, da ga mama ni hvalila, oče pa sploh ne, oče ga je pa grajal. Zdaj, pravilna kombinacija, ki jo jaz recimo pogosto zase izpostavim, pa rečem, za mamo sem bil božanstvo, me je imela rada, za fotra sem bil pa car. Imel sem neke uspehe in očetov v ponos in to je tudi na nek način pokazal. Ne na tak način, kot bi si, kot jaz želel, ampak potihem sem vedel, da me ceni, da me odobrava, v resnici me pa bistveno bolj cenil, kot sem pozneje na stara leta zvedel od nekoga, ki je rekel, da je foter razmišljal o meni kot o božanstvu. Jaz pa tega takrat nisem vedel. Fajn bi bilo, da oče sina kuje v zvezde oziroma njegove uspehe da v prvi plan, mu da aplavz, njegova neuspehe malo zignorira, tem, ko pa čuti, da ga je treba malo grajati ali pa mogoče celo kaznovati, ga pa more, ta pravični, zreli oče. Pri tem, kar sem zdaj slišal, je pa tale oče popolnoma zgrešeno zastavil in dobra beseda te njegove partnerice ne bo nič pomagala, oziroma jaz bi rekel, naj ga hvali.
bistveno bolj kot intuitivno čuti, da ga bi bilo treba. Zato, ker pohvale takšno ranjeno dušo dvigujejo, kot naspidirajo vse, če sliši pohvale, ker je v resnici tako ranjen. Ampak pohvale mora takšni ranjeni duši nameniti neka avtoriteta, in to zdaj v tem primeru bi rekel moška avtoriteta, ampak ne samo pohvale, se pravi, da mu servira tako, kot jaz naredim, kaki ranjeni duši, ne, serviram dejstva, pa rečem, glejte, imate dom, družino, 2 otroka, super plačo, ljubečo ženo, vi pa sami sebe jebete v glavo. Pa prav, ja, točno tako. Pa sem pa rekel, zdaj pa logično sklepajte, 1% vaše generacije je bolj uspešen kot vi pa sebe v nič dajete. Dajte logično sklepati, a se ne zdite sami sebi malo butasti. Ja, točno tako. Ampak, jaz mu potem pa še serviram uvid, pa rečem, vi imate nizko samopodobo zaradi tega, ker vas je oče patološko grajal. Vi imate problem tega očeta, tega takole vzad velikega drugega, ko ti govori graje, ko ti nabija krivdo, ko od njega še na stara leta, tako kot tale mladec, še na stara leta se oče ni toliko streznil, da bi bil ponosen na njega, oziroma mogoče je ponosen, tako, ko se tako rekoč kurči s svojim sinom pred prijatelji, pa reče, lej, moj sin je pa tak, užival pa svojemu pa sinu pa najeda živce. Zdaj mora pa terapevt povedati v nekem odnosu, torej avtoriteta, transfer se vzpostavi z nekim kao dobrim očetom in terapevt servira uvid, da samopodoba nizka ni tukaj sedaj ključna, ampak se ta nizka samopodoba naselila v otroštvu, celo otroštvo je bilo grajajoče. Mama ni korigirala preveč slabega očeta. Zaprav, ta nerealna slika je virus mu naselila v psiho in v terapevtskem odnosu se to sanira, ko se vzpostavi transfer in terapevtova beseda lahko naredi promeno na mozgu, v miselnih sistemih. Partnerka pa to ne more, lahko ga pa hvali. Toliko mogoče bi za začetek. Ok, hvala. Greva naprej z naslednjim vprašanjem. Poslušalec pravi, da imata 2 od 3 njegovih hčera težave z vožnjo v avtu, oziroma slabost občutita med vožnjo v avtu. Zase pravi sicer, da ni agresiven voznik, pa tudi avto je precej udoben, tako da zanima ga, kaj enostavno lahko naredi, da bi se izognil tem tabletam proti slabosti, če obstaja še kakšna druga rešitev. Obstaja placebo finte, tableti proti slabosti, ampak ki da nek neobičajen tik-tak. Recimo, jaz imam ravno tukaj, za marsikaj jaz tole uporabljam, ampak to jaz naredim pod hipnozo, usiljeni, sugerirani placebo s tik-tak tableti, zelo pomaga, zelo sugestibilnim. Lahko se pa otroka tudi na serije, na flanca, se mu zlaže. Češ, tole so pa zdaj neke nove tablete, proti slabosti in to da, in kot placebo lahko to fino deluje. Ok, tukaj je tudi hipnoza. Ali pa naredi namesto hipnoze nek ritual, pa mu reče, zdaj pa to pomaga, če narediš pred vožnjo 10 počepov, se fajn nadihaš en šprint in bo to držalo 1 uro sigurno. Zdaj, taktično je dobro, tudi našim otrokom je bilo slabo, in smo se ustavljali vsako uro najmanj. Zdaj, če so spali, ni bilo slabo, sicer pa. Ali pa te nogometaši, ko sem hodil v avtobusih, so sedeli na prvem sedežu spredi, češ kao, da ni slabo. Tudi to kot placebo finta pomaga. Zdaj, bom pa povedal eno anekdoto, ki sem se zdaj spomnil. Namreč, mi smo na psihoanalitični edukaciji v teh svojih podiplomskih študijih se spomnim, da je en profesor psihoanalize, bodoči moj mentor pri doktoratu, je ene čudne vaje delal. Vsak je mogel neko zgodbo povedati iz vsakdanjega življenja. Zjutraj sem vstal, me je ura zbudila,
potem sem šel v stranišče, pa tako naprej. In vse smo razlagali tako, kot da bi to sanjali. In smo simbolno strukturo dnevnega dogodka razvozljali na podlagi neke izpovedi vsakega. Jaz sem bil med zadnjimi na vrsti in sem videl, da ta Bogdan Lešnik je zdaj to bil, pretirava, in pa sem se že jaz norca delal. Zbudim se ob 7:38, zakaj že 38? Ker imam zelo rad Joške, in trojka je Joška, osmica je Joška, in sem vse tudi razložil, tako kot je on želel, da bi se razlagal, ampak zadeve niso čisto take. Ampak ena ženska je pa rekla, zjutraj sem vstala, se umila, se stuširala, ker bila je neka učiteljica, stuširala se zvečer, pa še zjutraj, ker je imela idejo, kaj če si ravnatelj, porednik, kaj zaželi. To smo pol interpretirali. Kaj če zjutraj se tušira, če so že zvečer. Ok, moško razmišljanje. Ženska ima drugo razmišljanje. In pol je šla ta ženska ne s kolesom, smo že tuhtali, če bi šla s kolesom, ima želje, da je zic nekam pritiska. Pa je rekla, joj, se bo vlilo, sem šla na avtobus, se usedem spredaj, ker od zadaj mi je slabo. In to ni noben interpretiral, razen ta mentor, mislim, mentor je bil še gej, mislim, je gej. In on pravi, da je slabo zaradi tega, ker si koitus od zadaj gnusi in da se je zaradi tega na avtobusu usedla spredaj, ker od zadaj je koitus, od zadaj je nagnusen. Mislim, kje če zdaj ta gej sploh vedeti, kaj si ženska želi, načeloma ženskam to se sploh ne gnusi, on pa neko, ne vem kakšno lastno homoseksualno paradigmo vključi v interpretacijo. In mene je glava pekla, kako neumno je to razložil. Da se ženska usede se spredaj v avtobusu, ker je zadaj slabo, in to zato, ker ne mara seksa od ozadja, dogija. Mislim, ok, to je bila odrasla ženska, kolegica, sošolka, Zala, ali kaj je že bila. Vse ni važno. Ampak pri otrocih, bom rekel, neka fiziologija tega notranjega ušesa, ali kaj je že ta, neke tekočine se dejansko fiziološki se nekaj dogaja, mogoče je tudi psihično, ampak zdaj kljub vsej tej svoji pameti, bom rekel, nisem vso pamet požrl in ne vem, kaj vse bi se dalo. Zdaj te placebo finte sem nakazal, tabletke so tudi placebo in nek ritual. Pa ustavljati je treba, mogoče. Nadihi se, 10 počepov, evo, zdaj si pa ko nov, gremo nazaj. Včasih je pa, ne vem, vrečka pa res tista, ki pomaga. Ok, hvala. Ta isti poslušalec ima še eno vprašanje glede astme. In sicer zanima ga v bistvu, kakšen je tvoj terapevtski pogled na astmo in če so kakšne možnosti za ozdravitev in kaj kaže dosedanja praksa? Psihoanalitično gledano je astma psihosomatska bolezen. Navadno, ali pa tudi tako mnogi to poudarjajo, da posesivna mama, ki tečnari non-stop, ki je ko neka pijavka tam prisesana na otroka, tak otrok dobi astmo. Preveč slabo mamo mora korigirati dovolj dobro oče in zaščititi otroka pred preveč posesivno mamo, zato da otrok ne dobi astme. Zdaj, tukaj v tem primeru bi bilo dobro mamico malo v roke vzeti, pa ji malo dopovedati, da preveč nerga otroka pa pol na nek način to duši. Ga duši mama in potem se to na astmi odraža. Vsaka bolezen je po mojem videnju, psihoanalitičnem videnju in logiki, vsaka bolezen je psihosomatska. Jaz sem iz tega tako rekoč magistriral iz psihosomatike v športu, v poškodbah v Zagrebu, ampak mi takrat nekako smo se osamosvajali in nisem smel pač magistrirati v Zagrebu, zato sem pa na psihologiji motivacijo obdelal. Sicer sem pa ta beg v bolečino, pa psihosomatiko teh bolezni, kar je delal tudi Freud že v študijah o histeriji, je vso to psihosomatiko že tam razlagal.
Jaz takrat, če tega nisem bral, pa sem imel logiko osvojeno in potem sem želel tudi vse te bolezni malo pripisati miselnim procesom, ne, in sem ugotovil, da če nekoga fejst črviči v črevesju, ne, da ima on v sebi neko, bi rekel, neko težavo nepredelano in potem se lahko to odraži v bruhanju, ne, ven daje neko potlačeno resnico ali pa neko patološko jedro, ali je zaprt, ali ima pa skozi drisko, ne. Ok, drisko ima lahko tudi moški, ki nima denarja, pa bi rad dajal in potem daje tisti denar od sebe v družino tudi v obliki driske, ne, se to lahko zgodi. Ampak načeloma sem imel nekoga, ki je imel strašanske težave s črevesjem in je bil tudi parkrat je bil operiran na črevesju, nekaj smo izrezovali in pa sem jaz rekel, čakajte malo, zdaj vam bom pa jaz pa s hipnozo iskal, kaj imate vi v sebi takega, da imate to psihosomatsko bolezen, ne? Torej psihosomatsko črevesno bolezen in sem najdel, rekel, čuda stvari, ne bom zdaj govoril, da se ta človek ne bo najdel, nekaj je bilo zelo povezano s seksualnostjo, tako rekoč iz registra spolne zlorabe in človeku se je to, torej tej osebi se je odrazilo v črevesnih anomalijah in trebušnih in črevesnih izločanja, vse je bilo narobe. In ko sem midva to predelala, so se mu srajni rituali popolnoma spremenili. Ker on je normaliziral vso to peristaltiko samo zato, ker sva predelala tisto jedro, zaradi katerega je imel te težave, psihosomatske težave. Ali pa migrena, ne, ki je tudi psihosomatska. Nekdo, ki ima migreno, ima velike potlačitve, travme iz otroštva in to se da s terapijo brez hipnoze ali pa s hipnozo, ampak jaz sem migreno razvozlal že brez hipnoze. Se pravi, jedrni moment, ki botruje jedro, torej nezavedno jedro potlačitev, iz katere se napaja migrena, sem razvozlal, migrena je izginila. To je bila migrena. Dermatitis. Ok, res je, da je malo genske dispozicije, ampak dermatitis koža je pa tudi vezana na božanje, na premalo mame, ki ljubkuje, ki boža. Ali pa recimo razni turi, ne, so tudi neka potlačena, nezavedna, nepredelana jedra, ki ne grejo ven, ne, in potem se tukaj nabere tik pred tem, da gre to ven in ne gre in nastane tur. Ok, se to operativno predela, pa se pojavi nov tur. Treba se take stvari treba sterapirati. Vsaka bolezen, vključno z astmo, je psihosomatska. Hrbtenica, recimo. Iz tega sem tako rekoč magistriral tam v Zagrebu. Hrbtenica, imel sem nekoga, ki sem ga terapiral par let, potem je imel pa težave s hrbtenico in meni rekel, da bo mogel iti na operacijo, da ima vse narobe, da bo pol leta na vozičku. Sem rekel, ne iti na operacijo. Ja, zakaj ne? To je strokovni koncilij mi že datum dal. Sem rekel, ne se hecati. Deva mi da narediti diagnostiko pod hipnozo in sem naredila in v globoki hipnozi sem jaz rekel, naj najde vzrok, zakaj ima težave v križu, pa kako ga naj odpravi. Zdaj jaz sem računal, da bo on z mislimi nekaj naredil, ne, in v budnem stanju par stvari povedal, on je pa ne da bi jaz mu sugeriral, naredil pa en gib s telesom, s hrbtenico in se mu je nekaj premaknilo, nazaj skočil diskus, banalno rečeno, ne, in on je bil čisto normalen. Sem rekel, a vidite, kaj sem vam zdaj naredil? Operacijo ste sami sebi naredili, namesto da šli kirurgi, pa bili pol leta na vozičku. Se pravi, križ, tudi psihosomatska bolezen, astma psihosomatska, terapirati treba mamo. Okay. Ja, zdaj, ko razmišljam, je ogromno alergij tudi zdaj, ne, v zadnjih časih se govori, no, da... A lahko še eno alergijo razložim? Ženska pride k meni z alergijo, pa zima. Sem rekel, tole, kaj pa pravite, ja, čuden se jim zdi, ker ni cvetnega prahu. In sva naredila diagnostiko pod hipnozo in sva prišla do spoznanja,
To so ji kar solze tekle, med hipnozo, ker si je serviral vzrok, zakaj ona to ima. Vzrok je bil pa pomanjkanje ljubezni, premalo objemanja, premalo nežnosti. Ženska je pa tako, pa še kar malo hladna, ne? Se tudi ni postila, ne vem kako, ampak nezavedno je pa hlepelo k ljubezni in je koža šla, dermatologi so rekli, ja, ima alergijo. Kakšna alergija, tlele note je to imela. Ali pa mogoče povem, nekdo, ki je svojemu fotru realiziral željo in je bil nogometaš. In potem je dobil alergijo. Alergijo, ker nezavedno ni hotel več igrati nogometa. Zdaj pa, spoštovani gledalci, probite potuhtati, na kaj je bil alergičen, igral je pa nogomet. Na kaj? Zdaj bom povedal, na kaj. Na travo, ker se fuzbal na travi igra. In pa so ugotovili, da ne sme več po travi skakati. In tam je lahko elegantno se umakni iz nogometa, fotor je pa tam harakiri na sam sebi delu, ker ni svoje ambicije, frustracije udejavnil skozi sina. V redu? Tako zanimivo. Bova morala definitivno kdaj narediti podcast tudi o teh psihosomatskih boleznih. Zdaj pa tema današnjega podcasta bo vsaj posredno še vedno otroštvo in na zalogi imam še dve vprašanji poslušalcev, obe zelo zanimivi in sta obe vezani nekako tudi na današnjo tematiko. Zdaj prvo vprašanje je povezano z žensko lepoto. Nekdo je vprašal, kaj pa ženske, ki že naravno niso lepe, ki imajo moški obraz, so kasneje tudi brez oblin? Kaj pa lahko naredijo one? Ker vedno govoriš, kako pomembno je, da se ženska počuti lepo. Vse nimajo te sreče in se zavedajo, kako izgledajo. Je potem sploh možno, da so kdaj srečne? Konec citata. Tako je vprašal. Ja, jaz bom rekel, tele gledam čez okno in tam je dol bazen. Jaz sem bil direktor zavoda, tudi bazena in to preverjam, če vse laufa in tam so tudi določene ženske, ko bi rekel, v kopalkah, ne. Marsikakšna prije z tujega kraja, se pravi ne s Trbovelj, ker Trboveljčanke pa svoje golo telo v kopalke napravljajo, grejo v Rimske Toplice pa Laško. In jaz rečem, pa zakaj ne greste na naš bazen, ne? Mislim, pa so mi rekli, saj veš zakaj. Noče sosedu pokazati tiste 2 kile preveč, ki se vidijo v kopalkah. Potem pa pride pa ena ženska, ko bi rekel, imela je 120 kil. Ne v celih kopalkah, v dvodelnih. Tukaj je imela 3 hlebce. Ne? In ona ponosno hodi, promenada, vsi, bi rekel, jo gledajo z neko grozo, ne? 120 kil pa v dvodelnih kopalkah. In potem tam moji reševalci, ne? Direktor, poglejte. In pa jaz rečem, ne, tole pa fotor imel pa zelo rad, ne, to je pa hvalil. No, kako to misliš? Ja, zato, ker če deklici, očka, da priznanje, ti si moja princeska, kakršnakoli, ali je debelušna, ali je presuha, ali je na fanta narejena, ali imaš trleča osešca, ne vem kaj. Če oče, torej bitje s penisom, deklici ustoliči pozitivno samopodobo, pa da še mama nič jo ne špika, glej, kaj ješ, da ne boš debelo. Ne? Mama jo mora tudi rada imeti, ampak bitje s penisom, oče je tisti, ki ustoliči pozitivno samopodobo odrasli ženski. Ne? Po načelu otrok je oče odraslega človeka. Se pravi, mala deklica, če dobi ta pravega fotra, te prave pohvale, te pravo oboževanje, bo kot ženska pogledala sicer tiste kile, 2 kilce imam preveč, ampak se bom skušala, pa nič za to. Tiste pa fotor nekako ni opravil svoje očetovske dolžnosti, te pa razmišljajo o, ne vem, plastičnih operacijah. Jaz sem gostoval v Klepet ob kavi, in tam je bilo tudi tale Podgoršek, ko je že Veronika, in Jasmina Kandorfer s tistimi silikoni. Sem rekel, zdaj jaz pa ne odobravam na vsak način neke botokse, pa ja, pri 30 letih je že treba. Sem rekel, kaki pri 30? Veste, kaj je treba? Fotru navito šesa, če ženska pri 30 letih v objemu mladosti in lepote razmišlja, kaj je na njej takega, da se sama sebi ne dopade. Ja, fotor je zajebil, mislim, po domač povedan. Tako da, mislim, enkrat pride ena ženska k meni, taka bolj
debelušna sicer, lepo faco imela, žnable ko Angelina Jolie in je rekla, jaz sem grda, ampak sem se sprijazila, k meni domov so prišli v srednji šoli iz JAT-a, avia jugoslovanska, ta letalstvo, da bi bila jaz stevardesa. In jaz sem toliko jokala, ker sem mislila, da se norca delajo z mene, da sem grda, oče je zajebal, ampak ona je mislila, da je to grda, da so se ljudje prišli norca delati pa cin, ali bi lahko vaša hčerka bila stevardesa. Hmamici so prišli. Ta mala pa v jok, ker je mislila, da se norca z nje delajo. Potem je pa dobila povabilo še imela ustnice take, da so prišli tisti, ki so neke šminke, labele, ne vem kaj, so jo hoteli imeti za fotomodel. Sicer je bila debelušna, ampak imela pa zelo lepo glavo. Se pravi, obraz je imela lep in ona je mislila, da jo spet zajebavajo. Pri 40 letih, po psihoterapiji, 5-letni, je ona spoznala, da so res prišli po njo za stevardeso in oni za labelo, da je to res, da ni bil natek, ona je pa mislila, da se norce z nje delajo. Mislim, to so grozovite izpovedi, ko oče ne zna očetovati, ko ne opravi tiste osnovne dolžnosti, da ima svojo hčerko neizmerno rad, da jo hvali, da jo stoliči kot princesko. Skratka, tudi o tej temi se bo morala še kdaj bolj na dolgo in široko razgovoriti. Zdaj pa še zadnje vprašanje poslušalca. To pa je povezano z vplivom ločitev na družbo. On pravi, 50% sovrstnikov mojega 1,5 leta starega sina že sedaj živi ločeno od svojih očetov in jih vzgajajo le mamice in stari starši. Ali je to lahko razlog za skrb za prihodnost naše družbe? Itak, seveda. Jaz sem rekel, da se bo spet slej ko prej vzpostavil koncept pankrtov. Pankrti so bili otroci, predvsem fantje, ki niso imeli ob sebi očeta. Oziroma, včasih je bilo tako, včasih so vsi poročali, tiste ženske, ki so kot dekla je zanosila svojim gospodarjem, žena je potem nagnala to deklo in ona je vzgajala bodočega pankrta, oziroma neporočena, otrok brez očeta. Otrok, sin, mora imeti očeta zato, da razreši pravilno Oedipov kompleks, kar pomeni, da bo razvil moralno razsodnost. Dobri oče tudi kaznuje in dobri oče mora svojega sina v red spraviti, če tudi s klofuto, če je preveč razposajen ta sin. In v teh ločenih družinah, ne redefiniranih, razdrtih družinah, sem nedavno tvitnil, ker se neki zakoni, odbor Eve Irgl je neki tematiziral redefinirane družine. Ne, razdrte družine so. In v teh razdrtih družinah bodo otroci prišli, zaznamovani z ločitvijo. Če se ločitev naredi v času Oedipovega kompleksa, otrok ne razreši, sin ne razreši Oedipovega kompleksa, to bo postal pokvarjen. Nek mamon, razvajenec, mama ga bo uporabljala za nadomestnega moža, celo mogoče spala z njim, kar mu bo naselilo seksualno patologijo. Se pravi, 50% ločitev pomeni, da bo 50% bodočih rodov otrok psihično zaznamovanih, da ne rečem deformiranih. Problem bo predvsem moralna razsodnost fantov, moških, deklice bodo totalno, zgrešene v okusu, kdo je pravi moški, ker ne bojo imele očetov ob sebi in bo primanjkljaj očeta zaznamoval spolno željo in spolno mogoče tudi identiteto, tudi fantov spolno identiteto odsotni oče lahko deformira, ker ga mama pokvar. Oče mora biti tudi zato, da ta malo gej ne postane, skozi pravilno razrešitev Oedipovega kompleksa. Ampak ženske bojo totalno bile seksualno zafrustrirane, izbor moškega Mission Impossible, vedno so nekega kretena najdla, zato ker si bo zhalucinirala, kakšen je oče, ker ga ne bo in ga bo v svojih fantazijah ustvarila in potem bo tam padala neke bleferje na sivih oslih. Namesto na alfa samca na belem vrancu, ali ko je črni vranec, pa
karkoli. Se pravi, te ločitve. Moja dva sinova imata punce, ki imajo harmonijo doma v družinah. In jaz sem ves srečen, da sta se najdla tako, da imata punce, ki so rasle ob dobrem očetu. Če pa 50% pa ločitev čez 20, 30, 40 let, mi bomo na kaos v družbi, zato ker bodo ti neki samci pokvarjeni, infiltrirani v vse družbene podsisteme. Nič ne bo laufalo, ker bodo to pokvarjeni patološki narcisi brez nadjaza, ker niso razrešili Oidipovega kompleksa. Mogoče še, da se vrne malo na prejšnje vprašanje, ker deklica svojo kastracijsko zagato, če ni očeta, ki bi rekel, ljubica moja, ti si lepa, ona svoj primanjkljaj enega organa, torej lulčka, ona razreši tako, da uveljavi preostalo lepo telo kot lepo in naslovi svoj apel fantazmo na očeta kot bitje s penisom. Pa reče, očka, poglej me, kako sem lepa. Če tudi nimam lulčka, sem toliko lepša. In potem je narcistična, potem jo skrbi lepota. Ne zato, ker ima nek mačistični preblisk moški, ampak je kastracijski kompleks tak, da si ženska želi biti lepa. Nima lulčka, sem pa toliko lepša. In jo skrbi lepota. Zato je dobro, da je ženska lepa. In ženske, ki so res mogoče, narava jih ni obdarila, pa da ima neko željo po popolni preobrazbi, mož pa reče, ja, to pa stane. Ko zdaj ti za to lepotičanje denar stran metala. Ne, denar more za to žensko lepoto jeti. Skratka, še za nazaj sem, še Loki se mi tamle oglaša, bom zaprl, da se ga ne bo slišalo. Evo, soglaša. To so bila vsa vprašanja, ja, soglaša. Če pa imate še kakšno drugo vprašanje za Romana, ali pa če ste, ne vem, kakšno vašo težavo mogoče, ali ne vem, karkoli bi radi vprašali Romana, ga kar zapišite spodaj v komentarje, pa bo naslednjič odgovoril nanj. V navezavi na vprašanja poslušalcev pa nadaljujeva v istem koridorju, torej o otroštvu oziroma infantilnosti, tej fatalni prvosti, ki zaznamuje človekovo drugost, torej odraslost, se bova pogovarjala v nadaljevanju. Zdaj za lažje razumevanje celotnega konteksta te bom najprej citirala. Tako si zapisal o pomenu falične faze oziroma Oidipovega kompleksa. V oidipalni oziroma falični fazi, to je med 3. in 6. letom, se formirajo spolna identiteta, spolna želja ter moralno razsojanje. Vzročno-posledična logika ženske in moške spolne identitete in želje je namreč radikalno različna. Miselno premlevanje genitalnih razlik, predvsem v povezavi z očetom in mamo, predstavlja temelj, na katerem se v odraslosti zgradi duševno zdravje, osebnostna trdnost in tudi jedro zdravih partnerskih odnosov. V družbenem smislu je pravilno razrešen Oidipov kompleks ključen. Predpogoj pravilno razrešenega Oidipovega kompleksa pa je dnevna oziroma vzgojna prisotnost obeh staršev, očeta in mame. Konec citata. To je tudi sicer neko izjemno pomembno sporočilo, se mi zdi, ki ga vedno znova skušava skozi te podcaste nekako poudariti in posredovati ljudem, da se ta normalnost in neko duševno, mentalno zdravje, kar je navsezadnje predpogoj za srečnejšo družbo, da se formirata v posameznikovem otroštvu. In da se lahko formirata, pa mora to otroštvo potekati po nekem protokolu, točno določenem, nekih bližnjic, obvodov tukaj pač ni. Zdaj pa, če je ta protokol spodletel in nekako zaznamovan z nekimi, ne vem, travmami, ločitvami, zlorabami, ali zgolj nekimi spodletelimi stili navezanosti na mamo, kot bi rekel John Bowlby, potem se posameznikova duševnost nekako deformira in to v odraslosti potem vodi v različne neke psihične težave, neke odklone, mogoče težave v seksualnosti in tudi to je nek pokazatelj, da posameznik, ki to doživlja v odraslosti, da se mu je v otroštvu nekaj moralo dogajati.
Marsikaj se da sicer sanirati tudi s psihoterapijo, torej s pogovarjanjem, s hipnozo. Prav s tem vsem se Roman ukvarja že od leta 2007 in mnogo primerov je že, mnogo ljudem je že pomagal, no, in marsikaj je že videl, tako da ogromno znanja ima in če se srečujete z neko vašo težavo, s problemom, vam res toplo priporočam, da se obrnete na Romana. Tako da, bi ti tukaj še karkoli dodal? Ja, takole, ko obdelujem te faze psihoseksualnega razvoja, svoj čas, 10-15 let nazaj, sem tegala Bowlbya, kaj že John, pa Mary Ainsworth, to je njegova učenka, sodelavka, ki sta v bistvu raziskovala ob teh fazah, omenjenih 3, oralna, analna, falična, v kateri je ta Oedipov kompleks, ki je stebrni kamen duševnega zdravja. Onadva sta vpeljala tipe navezanosti na mamo, dojenčka na mamo. In jaz to berem, pa pravim, evo, ta dva sta pa štekala. John Bowlby je štekal Freuda in ga nadgradil na stil navezanosti, ki je varen, dojenček varno navezan na mamo v oralni fazi, tudi analni, tudi pol oedipalni, kjer je že pol otrok že s tem očetom zaznamovan. Varna, pol je pa nevarna, se pravi, kjer se otrok čuti ogroženega. Ta Mary Ainsworth je pa pol nadgradila še na 3 podtipe nevarnega navezovanja otroka na mamico. Otrok se lahko izogiba, avoiding, angleški izraz, potem je ambivalenten, se pravi, mama ga občasno razočara, občasno ga pa navdušuje. Iz tega z afiniteto navezovanja na mamo, pa ful nekega razočaranja se lahko naplete bipolarna motnja, ki so tam manija pa depresija. Depresija je obdobje, ko je mama bila slaba, ko je ni bilo, vsa žalostna, je tista bodoča bipolarka, recimo večina žensk je bipolarnih, torej več je žensk kot moških. Se pravi, nevarna navezanost je, enkrat je mama slaba, enkrat pa pride pa vsa euforična pobjema in potem ima ta ambivalenten odnos dojenček do svoje mame. Potem pa obstaja 3. tip, je pa popolnoma dezorientiran. Se pravi, otrok pojma nima, kakšna bo mama. Mama mora biti vedno prisotna, ljubeča, inventar otroka, kot bi rekel Donald Winnicott. Češ, mama je inventar otroka, vedno sta otrok in mama v paketu, v prvih 2 fazah. V 3. fazi šele očka vstopi, prej bil pa nek tujec, ki ga je otrok zelo rad videl, z afiniteto, ampak neke dojenje pa to pa oče ne sme delati, neka negovanja. Mojemu prijatelju je nogometašu je rekel, a veš, kaj mi je rekel psihiater, ko sem bil jaz mladi očka, popoldne sem imel treninge, baba je imela šiht, jaz sem pa tam malega skozi imel jezdka, pa je rekel psihiater, zanimivo, da je bil psihiater, saj tako mi je rekel kolega, je rekel, spoštovani sosed, ne se vi preveč ljubkovalno do tega otroka obnašati, to, kar vi delate vsak dan, mora delati mama. A ti veš, zakaj je to rekel? Ja, zato boš tam malega v geja naredil, s preveč ljubkovalnosti. Je rekel, vse to mi je rekel. Je rekel, če nočete imeti Pedra, ne ga tu ljubkovati, to je delo mamice. Vi boste pa vstopili, pa psihiater, kao da je bil, ponavadi psihiatri ne vejo teh detajlov čist. Tako da te 3 tipi navezanosti, potem se še naprej, kako je otrok protestira, kako je obupan, če ni mamice, kako se resignirano sprijazni, da ni mamice. In vse to vpliva na bodoči odnos v partnerstvu. To razvija nek hrvaški Tomislav
kuljuš ali kulješ, ko pa vem kaj. Dosti dobro se je naučil, ne? Šteka pa ne čisto. Namreč odnos v odraslosti se napaja dejansko iz tipov navezanosti dojenčka, otročička na mamico. Ampak potem je pa treba še vzeti v zakup razlike med spoloma. To Bowlby pa Mary Ainsworth nista razmišljala. Ker odnos se črpa tudi iz dekličine navezanosti na svojega očeta. In to je ključno, ne samo navezanost na mamo. In ključno je tudi, da otrok motri, torej ključno za popadanje odnosa v odraslosti, mož, žena, partnerja, ne? Da se dobro zaštekata, mora biti te faze v otroštvu dobro zastavljene in otrok sklonirano utke v fundament bodočega kovanja odnosa s partnerjem, se pravi, da to teke iz naslova gledanja očeta pa mamice kot moža in žene, kako se one dva pokonektata. Otrok to posrka in to so vhodne datoteke, pa še odnos, ki ga je imel sin z mamo ali pa hčerka z očetom. Vse not gre v ta fundament, iz katerega potem pa odrasel človek črpa vstop v odnos. Tega recimo ki imajo naštudiran Bowlbyja pa Mary Ainsworth, ne štekajo, da ni samo navezanost mama-otrok, ampak je pomemben tudi Oedipov kompleks za to, da moški razvije moralno razsodnost, da se ne loči, banalno rečeno, zaradi kosa poscanega mesa, da ko seks ni več adrenalinski, ker se želja malo skrha, da sta dva starša skupaj, ker je to moralno prav, ker morata mentalno zdravje otrokom naseliti. In to mentalno zdravje je fundament Oedipovega kompleksa. Torej, Oedipov kompleks je fundament mentalnega zdravja. In ko sem še jaz prerekal tam v državnem zboru, pa rekel, da imel sem pa kampanjo za pravilno razrešitev Oedipovega kompleksa. Leta 2012 sem se boril za družinski zakonik, da bodo otroci imeli moškega očeta pa žensko mamo. Sem rekel, da pri dveh gejih pa pri dveh lezbikah otrok ne more razrešiti Oedipovega kompleksa in bo pokasiral moralno pokvarjenost in država bo kriva za moralno pokvarjenost. To se pa ne sme zgoditi. In potem pa pokličejo ta dva znalca, psihoanalitika, moja dva profesorja, recimo Bogdana Lešnika, že omenjenega, pa Matjaža Lunačka. Kaj pa Vodeb? Pa prav Lunaček, jaz sej Vodeb ima prav. Sam je rekel v isti sapi, sam kaj potem, če otrok ne razreši Oedipovega kompleksa, bo pa hodil na psihoterapijo. Mislim, jaz sem se za glavo prijel, ker tako razmišljal. Ker pravniki bi pa v tistem trenutku rekli, če mi vemo, da dva v istospolni partnerski skupnosti posvojenega otroka vzgajamo, da ga sistemsko po zakonu vzgajata v tako rekoč bolnika, ki bo rabil, torej zaznamovanca, ki bo rabil psihoterapijo, ker je država naredila neko napako, ker ne razreši Oedipovega kompleksa, potem pa tak zakon ne smemo sprejeti. Lunaček pa prav, pa moja ordinacija je polna predoedipalcev, pa tisti, ki niso razrešili Oedipovega kompleksa. Zdaj pa, da se vrnem, kako zelo je pomemben Oedipov kompleks. Aleksandar Dimitrijevič je pa srbski psihoanalitik, dober poznavalec psihoanalize in Freuda, je rekel, če teorija Oedipovega kompleksa drži natančno tako, kot je Freud zastavil, in jaz dam roko v ogenj, da je točno tako, kot je Freud zastavil, obstaja še malo neke korekcije, pa tako naprej, kastracija, pa to, ampak če to drži, je Aleksandar Dimitrijevič rekel, da je absolutno Freud mislec vseh mislecev, zgodovinska osebnost, top number one, če to res drži. Jaz dam pa roko v ogenj, da teorija Oedipovega kompleksa drži. Hvala. Že pred desetletjem in več si slovenski javnosti namignil, povedal, da je golota staršev pred otroki po svoje kar nevarna stvar. In zdi se mi, da je to področje, ki se navezuje ravno na ta Oedipov kompleks oziroma na fenomen kastracije. Nam lahko to malce bolj razložiš? Mogoče bomo ta Oedipov kompleks nekoč detaljno razlagala. Jaz bi prej kaj lahko upeljal še ta kastracijski kompleks.
usodno zaznamovanje psihe za anatomijo genitalij. Se pravi, moški je penisno bitje, deklica je nepenisno bitje. Se pravi, ne vaginalno bitje. Deklica sploh ne ve še manj pa deček, za obstoj vagine. Deček vidi deklico kot bitje brez spolnih organov. Tam on vidi neko ureznino, on še za klitoris ne ve. Deklica ve pač, da ima tam nekaj draženje, lušno, celo deklice tam pri 4-5 letih že orgazm doživljajo, ker vejo, da je lušen. Ima te masturbacije in potem mamice vse preplašene, mene kličejo, kaj pa je to, ko pa ne zdaj? Ja, sem rekel, ignorirajte, preusmerite pozornost, samo ne drame zganjati. Ja, jaz sem pa uskipela, ko sem to videl. Ne, ta mala ne mogla orgazma doživljati v normalnem seksu čez 10-20 let. Sem rekel, ne drame delati z tega. Ne, ker ta golota, če je otrok vidi pri starših na ponesrečen način, preveč intenzivno, deformira osnovno formo spolne želje, ki se bo razvila oziroma udejanila v puberteti oziroma v odraslosti. In če se golota vidi, predvsem starševska golota, da deklica videva, ne vidi, naključno videnje lulčka pri očetu, ni konec sveta. Če pa ta foter paradira cele dneve enak, pa da ta mala vidi še kak erektiran penis, to je pa konec sveta za ta malo, lahko, ni nujno. Učinkuje na njo kot spolna zloraba. Zato jaz toplo odsvetujem. Najlon plaže, nudizem, škodljiv za otroke, tam neki perverznosti se neki nastavljajo, nezavedna golota se skriva zaradi same seksualnosti, ne moš ti paradirati s tistim otepačem, pa se kazati, pa še tam otroci to vidijo. To so otroci popolnoma zabrazgotinjeni. Se spomnim, sem imel žensko, čist zaznamovano v tej seksualnosti na zelo ponesrečen način. In jaz iščem, mislim, kakšna spolna zloraba se je zgodila njej v otroštvu, ker ima tako deformirano spolno željo. Bila je v nekem sadomazo varianti, skozi si želi, da bi bila privezovana, da bi tam nekdo jo mučil. In potem ugotovim, da ste očka in ona, da ste se šla igrice, očka, hčerka, da je on zavezoval. Privezoval, da je vklenil, z neko močjo je šel nad svojo hčerko. Neka nedolžna igrica, ampak ta mali je pa to zaznamovano spolno željo. In je vsa zbegana, odkje to ima. In sem najdel, da tam, ker sta se oči pa mami, oči pa hčerka, tako igrala. Potem pa še naprej brskam, pa jo vprašam, kje ste pa vi prvič videli moški spolni organ, pa ona pravi, ja, na najlon plaži, mi smo skozi bili nudisti. Sem rekel, kaj? Sem rekel, vso anomalijo, ne ste igrice, z nudizma imate. Sem rekel, tam ste videli, ko očetov lulček. No, on je imel tretjo nogo, jaz sem se z očetovim lulčkom igrala, sem školjka gor devala, kamenčke. Mami me je pa tako grdo gledala, pa nisem vedela zakaj. V 4-5 letih. Joj, pa pride en doktor, ne vem česa, in pravi, imel sem pa tudi njegovo hčerko na terapiji, hčerka popolnoma dezorientirana, kot najstnica, pri 18 letih, popolnoma dezorientirana, ko vstopa v seksualnost. Željama od 13. leta, nikakor se nič ne poklopi. In potem ugotovim, da doma foter, ki je 18 let stara, s tistim ovelim kurcem hod po stanovanju. Mislim. In pa kličem fotor, zdaj pa usete se, vi ste doktor, vi ste poln nekega znanja, tudi psihoanalitičnega. In rekel, jaz to vladam. Jaz sem rekel, nič ne vladate. Hodite še kar pred punco. Je rekel, mi smo svobodni, vse to golota je naravna. Sem rekel, pa vi nič ne štekate te psihoanalize. Vi lahko vse preberete, štekate pa nič ne. Pa doktor je bil. Sem rekel, nikoli več se pred hčerko ne enak postavljati. Čeprav, zdaj je, kar je. Ampak takoj se ti pobleku, celo otroštvo so enak paradirali, vsi po stanovanju, ta mala tistega oveljega kurca gleda celo otroštvo, najstništvo. Mene ni nič sram, pa ne gre za to, ta mali je hard disk skurl.
intervencija v spolno željo je bila popolnoma ponesrečena. In tip ni vedel, pa doktor, pa psihoanalizo je kar dobro vladal. Skratka, golota je škodljiva in tega ljudje ne štekajo. Pa se tam bodejo z mano, jaz se goli rodimo. A to je pa zdaj kak argument. Skratka. Ja, na spletu sem ujela nek odgovor neke pedopsihiatrinje, ki v bistvu nekim zaskrbljenim staršem svetuje čisto drugače, kot si ti zdaj povedal. Zdaj, vprašanje teh staršev je bilo, zanima me, ali sta lahko starša gola pred otroki ali ne in kako se sploh v zvezi s tem obnašata do otrok. Zdaj pa bi, če dovoliš, prebrala kar ta njen odgovor, je malo daljši, od te pedopsihiatrinje, tako citiram. Starša, ki sproščeno sprejemata svoje telo in goloto, bosta s tem to posredovala tudi otroku. Golota in lastno telo s tem ne bo v veliki meri povezano s sramom, kar je otroku v pomoč pri oblikovanju lastnega odnosa do svojega telesa in svoje spolne identitete. Ob tem ni bistvena ravno in zgolj golota, temveč odnos staršev do lastnega telesa, do samega sebe, do partnerja in tudi do drugih ljudi. Odgovor glede golote pred otroki je torej da, vendar naj bo to v skladu z vašimi prepričanji. Potem je nadaljevala. Če sami tega ne sprejemate na ta način, spoštujte svoje odločitve. Otroku boste bolj pomagali pri gradnji lastnega odnosa do samega sebe, če boste ravnali v skladu s seboj in strpnostjo do drugih, kot če se boste držali navodila, ki v vas ne bo harmonično odzvenelo. Potem je ta pedopsihiatrinja zaključila z besedami. Kje pa je meja tistega, kar starši pred otrokom vendarle ne kažejo? Tudi pri tem vprašanju ima verjetno vsak od nas svoj odgovor. Prav je tudi, da imata starša kot partnerja in spolna partnerja svojo intimnost in da le to obdržita zase. Ravno tako pa je pomembno, da tudi otroku dovoljujemo in spoštujemo njegovo intimnost, ki jo bo gradil ob svojih razvojnih korakih. Konec citata. To je to, kar je povedala. Kako bi ti to komentiral? Če bi zdaj nek šarcizem upeljal, bi rekel, da je glupa kot moški spolni organ. Mislim, jaz se toliko hodujem na temi psihiatri, ki čisto nič ne štekajo. Mislim, grem jaz predavati, pač nekim vzgojiteljem sem šel predavati in sem rekel, da načeloma otrok nima paničnih napadov. Panika se zastavi v otroštvu, potem pride do potlačitve, izbruh paničnega napada se pa zgodi v puberteti ali pa po puberteti, v odraslosti. Ne moremo otrok paničnih napadov, teoretično. Ta psihiatrina je pa učila te vzgojitelje, tudi otroci imajo panične napade. Ona je pa mislila histerične izpade otrok. Histerični izpad otrok ni panični napad. Sploh ni čutila, torej ni štekala etiologije, vzroka panike v odraslosti, ki je v otroštvu. Otroštvo morate prvo potlačitev se zgoditi, pa se pa to vrne v odraslosti. In te psihiatri se učijo, katera tableta zakaj prime. Vse morajo biti določene za bipolarno motnjo, treba imeti neke tablete za stabilizatorje razpoloženja, tudi neke antipsihotike. Ne pa, panični napad, pa tesnobnosti, pa treba jedra iskati v otroštvu. In te psihiatri nič ne vejo. Mislim, to mi je groza, da takole razmišlja in ne ve, kako se moti in gre tam, ne vem, kje je to dobila, vse korektno, ampak ona se suvereno podpiše z imenom in priimkom, pa zastopa popolnoma zgrešeno stališče. In jaz sem to povedal, pač kako peva na naslednje vprašanje, tole sem že povedal. Ok, dajva kar naprej, potem zdaj pa neko drugo področje bi mogoče obdelala, to je spanje otrok in staršev. Kako je torej s tem spanjem otrok pri starših? Nekaj o tem si že povedal v prejšnjem podcastu, zdaj me zanima, do kdaj je to še primerno priporočljivo, koliko časa in ob kakšnih priložnostih? Ja, spanje sinčkov pri mamicah je izjemno spolzko, nevarno v smislu, da se otroku, ki predolgo spi z mamico, lahko v odraslosti pojavijo erektilne disfunkcije, impotentnost, po domače povedano,
ne, dva učena izraza, bom povedal, ne, da mu kurc ne ostane, takrat, kaj je treba. Ker je predolg z mamo spal. K meni, obupan, ja, kličem mi ne ostane. Dokdaj ste pa z mamo spali? Do 15 leta. Ne. Skratka, spolska stvar je, ne, ampak otrok tam pa tam, zato da se čuti ljubljenega, se lahko prikrade hočeti mamico, med njiju, celo da jih narazen daje, se pomucka, ampak to ne sme biti stalna navada. On ne sme non-stop z mamico spati cele noči. Foter pa smrdi in smrči v kabinetu ali pa v dnevni pred televizijo. Se pa tudi fajn počuti, ne? Tam on gleda, ne vem, pozno spi, ne? Sam, ki treba seksati, ne, malo problem nastane. Ne, načeloma tudi deklice ne smejo spati z mamico non-stop, niti ne z očetom non-stop, ne? Ker deklica pa pol preide v ojdipalni faze na očeta, ker ima organ več, pa je močan, ima moč in oblast, kao, ne, zaradi moči, da pa s sinčkom spi, ne, torej s sinčkom, deklica spi z svojim očetom. In on, tudi deklica mora dojeti, da ni očka, njeno očka, bolj od mamice mož v eni točki in spita skupaj, kot od nje očka. Vse to je fajn, ko bom velika, se bom poročila z očetom, mami bo pa stara, pa grda, pa že umrla bo. Ne. To 3-letnica, če to reče, to ne dramo iz tega delati. Ne. Saj se bo ta mala tudi privzgojila tabuja incesta. Ampak tabu incesta, posebej pri fantih, ker imajo kot moški penetrirajoče oziroma rinjajoče genitalije. Ne. Oni so spolno aktivni. Deklica se tam nastavlja, ona ne more posiliti moškega. Lahko se mu nastavi, se mu vsiljuje, moški pa zaradi anatomije genitalij lahko posili. Ne. Posilstvo je moška domena, ne obratno. Zato se nevarne kombinacije sin pa mamica. Ne to spati skupaj. Probite separacijo narediti. Bolezen, ok, če je bolan, takrat, ki je bolan, naj bo z mamico, ampak tudi ne non-stop na vsak način, ker bo pogojeval. Če sem bolan, spim pri mamici, pa bo pa non-stop bolan, ker nezavedno željo ne bo sformiral in taktiko nezavedno naštudiral in bo non-stop spal z mamico, bo non-stop bolan. Ne. Se pravi, ok, obstajajo vikendi, sobote, nedeljek se poležava, pa pridejo otročički, pa malce pomucka. Ali pa včasih težko zaspiti, pa se malo poboža, ampak ne ležati k njemu. Dajte, bodite v posteli, ga božite pravljico, naj ima medvedka, ko zaspi, se umaknete. Ali pa tudi zdaj pa pravljice konec, jaz moram še pospravljati, ti pa zaspi. Na eni točki mora ta separacija, odvajanje od mamice se zgoditi. Če pa otrok, obstaja tudi otroci, ki so, ne vem, gensko pohlepni za to mamo. Sam mama, v enem trenutku, pa če otrok preveč izsiljuje to mamico, pa joka po par ur vsako noč, to je pa že škodljivo, je pa potreba pa to blažilo, da sta otrok pa mamica bolj navezana. Ker poznam primere, ko otrok nikakor ni prinesel jasli. Po 3 tednih uvajanja se je še vedno po 3, 4, 5, 6 ur joku. Po 3 tednih se ni asimiliral in so ga po 3 tednih vendar z vrtca. Ampak bom rekel prepozen, ker ima ta, zdaj pa človek pri 30 letih, ne, ima pa panične napade, če gre v inštitucijo, katerokoli, srednja šola, faks, delovno mesto, če je preveč oddaljen od doma, zato ker je bil predolgo časa siljen v jasni, pa 3 tedne se je jokal. Se pravi, obstajajo občutljivi otroci. Če res po 2-3 ure joka, če ne more spati zraven mamice, ne, pa če to počne, ne vem, 3 dni, 5 dni, pa je pa treba pa drugače pristopati. Načeloma sem pa to paradigmo nekako nakazal, s tem, da vam povem, ne, da otrok ima miselno realnost, svojo psihično realnost. On si ustvarja miselni odtis, ki je ključen za bodočnost, za odraslost. Ne? V prvosti miselni odtis, ki se ponovi simbolno v drugosti. In ta miselni odtis mora biti v tem kontekstu spanja z mamico oziroma starši kompatibilen z razrešitvijo Oedipovega kompleksa.
Mali Ojdip mora biti poražen strani očeta. Tudi tako, da mamica in očka spita skupaj, ker je mamica bolj očetova žena kot moja mamica. In jaz sem pa poraženec in imam tisti nadomestni objekt. Mamica tistega kaj ima, punčko, karkoli, medvedka, mora biti poražena v boju za mamico na način, da spi v svoji postelji. Ja, to je ta protokol, o katerem ves čas govoriš, da se mora otroštvo enostavno odviti po določenem protokolu, da potem pride do tega duševnega zdravja v odraslosti, ker če je ta protokol spodletel, ima to nek drugačen refleks v odraslosti, se začnejo neke težave kazati. Zdaj pa mogoče dojenje. Če si upaš kaj o dojenju reči, do kdaj recimo je priporočljivo po tvoje? Zdaj, mlade starše si v prejšnjem podcastu poučil, da je dobro, da doječi otročiček vidi en in isti obraz, torej materin obraz. Bodi si onkraj dobre dojke, kot si rekel, ali pa flaške. Zdaj si pa pikro dodal, da neka zgubana babica ali pa kosmati jeti na nek način po flaški torej ne smeta hraniti dojenčka. Torej ta dojenček, oralna faza, mora biti tista lepa, mlada mamica, zato se načeloma moškim dopadajo lepe, mlade ženske, ker ima prav spomin na lepo mlado mamico, ki ga je imela, dojila, dobra dojka, lep obraz, ne pa jeti kosmat. Ta zakonitost je kar univerzalna, zdaj pa neka intuicija, tako mamičina, kot otrokova, otrok, ko postane kobacavček, ko raziskuje svet, ko začne shoditi, ko mogoče okusi tudi frutek, ki je sladek, tudi sladek čaj je včasih tisti, ki ga mogoče premami, pa je malo škodljivo za zobe, ker pa nagnijo zobje. Ampak, ko se on navadi tudi drugega okusa, se v bistvu hodi cuzati k mamici, da dobiva ljubezen. Treba ga je objeti, ampak ni nujno pa, da se doji. Tako da mamica mora na nek način čutiti, da je zdaj pa dost. Oziroma še tako se naredi. Njeno nezavedno bo mlečne zleze pipco zaprlo, ne bo imela mleka po določenem času in takrat bo tam cuzil, grizu, pa bo pa dobil flaško, ker bo tudi nadomestek, kaj so že tisti aptamili neki, in bo glih tako imel flaško, pa mogoče čaj, pa vodo, karkoli, in se ga počasi odvaja. Zdaj treba vedeti, da je dojenje tudi kontracepcija. Zdaj sem gledal zelo ponesrečen film na televiziji Slovenija, Gospa Homo sapiens. Gospa, kaj je bilo z žensko v obdobju praskupnosti, tam 30.000 let nazaj. In tam je bilo rečeno, logičen sklep, tam so znanstveno dokazovali, pa vendarle je logično, ni bilo hrane, so ženske dolgo dojile in dojile do 4. leta, bajet se to po zobih nekje otrok to vidi, in dokler je dojila, ni zanosila, naravna kontracepcija, in so dolgo časa dojile. Zdaj danes je pa kultura taka, da določene ženske fiksno idejo ima, da mora iti nazaj v službo, ker bo tam še naprej direktorica. Tam raznih podjetij, ne vem, Yahoo, Google. Bila je 3 tedne na porodniški, zdaj je pa že. Zjebala bo svojega otroka, ker je ne bo videval, dojenja se je odpovedala, bo že po flaški, bo dojilja, ne vem kaj. To zaznavuje zdaj otroka, če je prehitro, ampak predolgo bom pa rekel, pa tudi ne. Zdaj, jaz vem, da imam eno sošolko, ki se ukvarja in to s Kopra je. Z dojenjem, sem rekel, pa Tanja je, sem rekel, Tanja, kje si pa zdaj strokovnjakinja za dojenje? Koliko otrok pa imaš, ne vem, je rekla, 3 ali 5, koliko cajta si pa dojila? Že 20 let dojim. Mislim, vsakega po 4 leta in potem to zagovarja. Sem rekel, to zna tudi ohrometi žensko, njeno socialno življenje oziroma karierno življenje. In določene ženske sama sebi nezavedno pipco zapre in ta malo leče in nima una. Jaz bi še, nezavedno je pa mogoče pa vleče v kariero in je ta malo mogoče pa prehitro dan stran od dojke. Če je dan stran, se pravi, nima
Mora še vedno mamica tista, ki mu daje Aptamil, da gleda vzre mamičin obraz. Ne more tam, ker zdaj boš pa ti, ne morem več, me boli hrbtenica. Zaradi otroka je fajn, da ima, se pravi, ali dobro dojko, ali flaško, pa nasmejan obraz mamice, lep obraz. In ta optimizem v odraslosti, se iz te paradigme, se pravi, jaz imam neugodje, sem lačen, pride dobra dojka, pa je lep obraz in je blažen. Za dežjem posije sonce. Depresivci imajo pa skozi točo, skozi je dež, nič sonca, zato ker ni bilo mamice v oralni fazi. In zato se ne sme en mesec porodniškega dopusta prevaliti na očete, novo očetovstvo. Oče mora mamici pomagati, če že ima očetovski dopust, ne pa se ukvarjati z dojenčkom. Skratka, neka intuicija mamice je pomembna, da ona začuti, kdaj je zdaj pa dost. Ne da, ne vem, se ji zagabi služba in pol vleče to dojenje do 4. leta, zato da ima tam neke privilegije v službi. So delodajalce pa malo bolj tolerantni, če mora dojiti domov. V resnici pa hoče dojiti, samo da ni treba v službi biti, pa tako naprej. Otrok sam pa tudi začuti, da ima pa zdaj tisto radovednost, bolj pomembno, kot stiskanje se k mamici. On se pa pol optimizem v raziskovanju okolici, ko shodi, mu je pa zanimivo okolje in tam doživlja užitke in se mu ni treba crklati tam z mamico pa cuzati. Se sam otrok tudi odloči. Tako da treba je v bistvu neko intuicijo obeh uslišati, ne pa brati knjige, kjer piše, dobro je dojiti posebno sina do 6. leta. In pa gledamo YouTube, uleče tam malo tisto joško, foter nesposoben, mislim, mu je pa še ljubosum, tam malo ima moje joške, zdaj bi pa jaz, on pa tam malo, on pa tam kesan, da mu je ženo tam malo vzel, pa še 6 let star, pa še kar doji. Res pa je, da imajo taki dolgo doječi včasih celo nenavadno močno samozavest, ker imajo tisto ekskluzivno pravico do mamice. Imajo ful ego nabit tudi takrat, kjer bi mogel 2 koraka nazaj stopiti. On ima pa še kar megalomansko predstavo o sebi. V resnici pa tam, rekel, niko je ništa. Neupravičeno je samozavestni tam, kjer ne bi smel biti. Zato, ker ima tisto samozavest, ker je premagoval očka tudi v oedipalni fazi. Ni bila mamica od očeta, ampak je bila njegova. Če skozi pa njej, pa doji se še po noč, kdaj. Ali pa, zvečer. Skratka, intuicija bi bila tista. Ja, preidiva zdaj na te brate in sestre in njihovo družinsko sobivanje. Tile sorojenci so kar zagatni. V enem od prejšnjih podkastov si omenil, da najbolj nasrkajo srednji otroci. A so tu kakšne posebne zakonitosti? Freud je skozi opozarjal na sorojence. Kako zagatno je in da je treba prvega otroka pripraviti psihično na prihod bratca, sestrce, tudi na drugega, torej na tretjega otroka je treba oba pripraviti in se posvečati v bistvu pa tem drugem, ker zdaj ta mal odžrl mamico obema drugima, posebno srednjemu otroku, če so 3. Zadnjič sem omenil, kako je en otrok narisal družino, ampak rekel, mlajšega bratca je kar zapakiran v trebuh mamici. Pa sem rekel, lejte, kam je dal 7-letnika vašega sina, tega tam mlajšega, vam nazaj v trebuh. Dajte se vi njemu bolj posvečati. Starši se morajo v bistvu zamisliti in imeti v obzir, kako se on, torej otrok, vsi 3 ali pa 4 ali pa 5 čutijo na področju prejemanja ljubezni. Prejemanje ljubezni je ključno. To je bolj pomembno kot hrana. Harry Harlow je delal eksperimente na opicah, krute eksperimente, dobite na YouTube. Kako je mala opica šla k topli materi, ki ni imela flaške pa mleka. Flaško pa mlekece je imela mrzla žičnata mama. In ugotovili so, pa opica ni človek, ampak ugotovili so, da že opice,
imajo raje toplino, pa ljubezen, varnost pri neki topli mami, ne, kot hrano. Zato je treba misliti, starši morajo misliti, kako se počuti otrok, ko je dobil konkurenco v sorojencu. Pozorni pa treba biti na srednjega otroka, ker ta veliki že splaval je imel ekskluzivno pravico do mamice, ker je bil sam. Pride srednji otrok, ne, in pa takoj pa za njim pa še najmlajši in on izvisi. In srednji otroci so najbolj ranjeni in treba s pametjo pristopiti, se pravi, primanjkljaj mamice, ljubezni, mora srednji otrok dobiti tudi na racionalni bazi. Da se starša zavedata, da je ta mal na nek način v spletu okoliščin prikrajšan, da bi rad imel ekskluzivno pravico do mamice, pa je ta mal je odžrl in takrat se morajo srednjemu otroku bolj posvečati. Tudi starejšemu. Ne more ta mal čisto vse ljubezni dobiti, pa vso pozornost, družinsko, starševsko, samo novorojenček. Ostale dva, ali pa te starejši sorojenci morajo dobiti, in to naj starši delajo, ne se predati intuiciji, ker če se bo ta intuiciji predali, bo zmagal pozornost novorojenec. S pametjo se morate vi ukvarjati s starejšimi otroci. Mogoče to, če se malo skrajšal. Skozi najine podcaste si velikokrat omenil, da se otroci zaradi svoje infantilne seksualne radovednosti, kot bi rekel Freud, vselej igrajo neke zdravnike, kar ima lahko neke posledice v seksualnosti v odrasli dobi. Lahko kaj več poveš o tem? Ti zdravniki, da ne rečem ginekologi, igrica zdravnikov je lahko nedolžna. Je celo na nek način dobrodošla zato, da otroci razumejo razlike v genitalijah, da spoznajo, da imajo moški lulčka, ženske so pa brez lulčka. Zdaj, kaj imajo pa ženske, tam kako lula, jaz se spomnim čas, nisem vedel, kako to ženska lula. Tam smo se nekako naučili, da ima eno luknjo, s katero se otrok rodi. Jaz sem mislil, da ko lula, da pa tisto razpočnico, žemljico sam narazen, pa škaf ven steče. Jaz nisem imel pojma, spomnim se za nazaj, kako sem tako razmišljal. In ko se igrajo te zdravnike, malo spoznajo anatomijo genitalij, kar ni nič slabo, ampak se lahko pa ta nedolžna igrica, radovednost, infantilna radovednost je zelo pomembna. Otrok si zelo, zelo beli glavo. Freud je rekel, da si najbolj beli glavo otrok, kako na svet prihajajo otroci. Da je to ključno, otrokovo enigmatično vprašanje. In jaz sem teorijo zarote navezal na to otrokovo radovednost. Starši so nekoč, mogoče celo zdaj, sem ugotovil, da celo zdaj še zavajajo, da otroke nosi štorklja. In otrok, ko raziskuje, kako je zdaj štorka, kaj je, pa če ima trebušček, kako bo štorka, to zavajanje je zelo spodletelo in se ne sme zavajati, tako kot dedek Mraz ne sme biti, ali pa Božiček, Miklavž, predolgo noter, dedek Mraz obstaja. Tamal je pa že zdavnje ugotovil, da je nemogoče, da obstaja. In potem ima zametke, da verjame v teorije zarote. Se pravi, a priorno se zoperstavlja nekim uradnim avtoritetam, vladi, uradni znanosti, skozi misli, nekaj ima za bregom, pa teorijo zarote skuje. Tudi zato, Freud je rekel predvsem zato, ker ne ve, kako pride do rojevanja, kako na svet prihajajo otroci. Infantilna ta seksualnost, razmišljanje o njej je včasih dobrodošlo, včasih pa preraste v neko dogajanje, ki ima pa status pa spolne zlorabe. Jaz se spomnim, star stric pride k meni, pa prav, veste, nekaj vam moram povedati, dajte vi meni povedati, jaz sem star 70 let, moja mlajša sestra pa zdaj enih 67, 3 leta, 4 leta sva narazen, prav, jaz sem star tam nekih 7, 8, 9 let, vse se ne spomnim. Ja, tu sem ta malo pripravil, tu sem bil kot ginekolog, tu sem skozi, pa prste sem je notrinil, kje ima zdaj tisto luknjo. Ne vem, enkrat je bilo krvav, zgleda sem jo razdevičil. Ženska pri 67 letih
je brez moškega za celo življenje. Jaz sem rekel, stric, tole ste ga pa fejst usrali. A mislite? Jaz sem rekel, ok, ne bom zdaj rekel 100%, ampak če ste tole, koliko cajte, a ste to enkrat? Ne, to sem jo skus, to mala 5 sem, greva se zdravnike. On je spolno zlorabo v objemu nevednosti, 7-letni, 8-letni deček. Se obstaja tudi 15-letniki, ne? Ko on trenira na svoji sestrci, kako to ona tam ima. In pol 15-letni ali pa 10-letni, 13-letni sin razdeviči svojo sestro. In sestra je pa popolnoma seksualno dezorientirana, zaznamovana s tem, kar sta se šla zdravnike. Ali pa, zdaj govorimo o fantih, ne, jaz sem bil pa tam doma, so se pa punce lotile enega 5-letnika, to mu ga je vlekla, to je imel čist plavga, ne, tistega mezinčka med nogam. Ker ona ni vedela zdaj, kako pa to, kaj pa ima, pa so mu tiste jajce gledali, Lulčka je imel čist plavga, ker so mu ga zgleda spult hotle. Punce pa 8-10 letih, tam ali pa 5 let star. In pa je mamica znorela, foter, kaj pa vaša hčerka naredila mojemu temalmu? Ja, kje če hčerka 8 let stara, kaj če zdaj narediti? Ne to delati, ne? Bilo je pa zanimivo. To so medicinske sestre ga imela kot tam na secirni mizi, to so mu ritko gledala, vse popek, pa do Lulčka, pa so ga pa vlekle, tam ali pa cvilu. Spomnim se, ko sem jaz otrok, že malo starejši, kaj so se otroci, pa malo mlajši kot jaz, šli z enim tam nedolžnim fantkom. Skratka, zagatno, tudi infantilno radovednost igranje zdravnikov je lahko spolna zloraba. No, dajva za konec še oplaziti malce očete. Je mnogo moških očetov, še kako poslušate najine podcaste in tebe nasploh. Mnogi te imajo za nekakšnega zaveznika, torej nekega zaveznika in ne mačista, kakor te označujejo nekatere ženske, predvsem feministke. Kakšna je torej vloga očeta v vzgoji sina in hčerke? Kakšen mora biti lik očeta v otroštvu in kaj se zgodi, če je oče odsoten, morda zaradi ločitve službe ali pa ker je pokojen? Oče mora biti dober oče, zanesljiv, pravičen, ne sme delati krivic, mora biti glas razuma. Zdaj, če ženska dobi takega oplojevalca, kot se jaz tako simpatično izrazim, je zmagala. Da je njen mož, ki je kot mož bolj čuden, ampak kot oče pa briljanten. Kakor skala, kamen, kost, trden, zna biti ljubeč, zna biti zaščitniški, zna tudi svojo ženo vred spraviti, se pravi mamico teh svojih otrok, zna včasih, če se ji spodrsne, zna korigirati, se zna umakniti, zna mamico nadomestiti, zna biti pravičen, glas razuma, zna biti kaznojoč, kaznovati zna v ta pravim trenutku, zna tudi svojega sina vred spraviti, tako da mu eno kaj čez rit useka. Če tamaj to potrebuje v vzgojnem smislu. Hčerke načeloma oče ne sme fizično, lahko jo strese, pokaže moč, tamala, to pa ne. In ta dobri oče bo zdaj povzročil hčerki, da si bo normalnega tipa znala zbrati v odraslosti, v puberteti, da ne bo nekega bleferja na sivem oslu prpalala, oči, jaz pa zaljubljena, lej, pa foter se pa za glavo drži. Ja, kopija tebe je foter, naredil si napako, če v ta mala napačnega kretena zbrala. Se pravi, ta dobri oče je zelo pomemben, mora biti prisoten. Če se slučajno v spletu okoliščin, danes še posebej, smo rekli, 50% nekih ločitev, če se zgodi ločitev, bolj da se ne, ampak če se zgodi, včasih se dva ne skompatibilizirata, pa je ločitev čas boljša. Takrat mora oče imeti dovoljenje, da v bistvu na stike, na vikende, čim več, mogoče celo tako, da se dnevno videvata, da ni strogo po predpisih ob sredo uro pa pol, ne vem kaj, pa vsak tretji vikend. Ne, otrok hlepi po očetu, posebno te najstniki, punce na svoj način, fantje na svoj način. Oče mora biti prisoten,
ne, ta društva očetov, dva društva sta, ne, teme skozi, dej, ne, so starševstvo, ne, otrok hlepi po očetu, deček na svoj način, deklica na svoj način. Če deček ni deležen pravičnega očeta, če dečku, foter spoštovan, dober oče, ne reče, ti si car, bravo, ne, to mama lahko stokrat reče, dečku mora biti s penisom dati priznanje. Tisti oče mu da priznanje, ki po noči spi z njegovo mamico, katerega njegova mamica je bolj njegova žena kot dečkova mama, kar misli deček. Ne. Tisti oče mora tam malo reči, ti si pa res car. Ne. Tole si pa res dobro naredil. Ne. Tole mogoče ne toliko, ampak tole pa zelo dobro. Če pa rabi pa grajo, ne, mora pa biti s penisom reči, tole pa ni v redu. Kaznovati za ušnico ali čez rit, mora biti s penisom narediti dečku, ne mamica. Mamica pa ne sme svojemu sinu prizadejati ne vem kakšne bolečine, da je otrok, sin jez na mamo. Ona mora reči, bom oči tu povedala. In pa oči pride, on tam malo kar trd, ko pa oči rekel, a si bil preden, bo mamico vprašal. Če je oče slab, če je kreten, blefer na sivem oslu, neki se duva tam pred drugimi, doma je pa, ne vem, kup nesreče ali pa kolerik, ne vem kaj. Mamica mora svojega moža rehabilitirati v očeh svojih otrok. In tiste napake, ki jih ima oče, mora spretna mamica reči, oče je drugače v redu, samo veš, tam pa tam spodrsuje, se drugače pa dober. Se pravi, lagati mu more. Ne preveč, malo pa. Zato, ker mora sin biti deležen dobrega očeta, ker bo kopija očeta ratu. Naše slovenske matere ti zmerja tistega oplojevalca tako, da ta mal dobi občutek, da ima mamica fantazmo, nezavedno fantazmo naslovljeno na njega. Bodi loser, tako tvoj oči, takega te ljubim. Se pravi, mami pa oči sta skupaj, oči je pa loser. Se pravi, če čem jaz biti čim bolj podoben in bom podoben očetu, moram biti loser, ker mamica ima loserje rada. Skozi govori leko, ki smo tam, to je foter. Ja, njemu, otroku se suva ves fundament, da bi postal dobra osebnost. Če je foter loser. Ja, foter kopija bo postal. Ta mala pa tudi. Bodi loser tako tvoj foter, ja loserja bo pripeljala ta mala domov. Če je mamica skozi naslavljala svojega moža, da je bedak, da je kreten, da je loser, copata, ne vem, kaj mu vse rekla. Se pravi, mamice, ta prave, morajo včasih lagati svojemu otroku, da je njen mož, njihov oče, da je dober. Saj to je pa spolska tema, kako zdaj lagati. Ja. Malo je treba razmišljati, malo je treba čarati. Čira, hokus pokus. Amen. Dosti je. Ja, hvala, Roman. Prišla smo tudi do konca z mojimi vprašanji in hvala tudi vam, če ste zdržali do tukaj. Zdaj pa, če vam je bil ta video všeč in če so vam te najine vsebine všeč, dajte polajkati tale video in se naročiti na tale kanal. Tako da običajno napoveva vedno naslednjo temo, ampak tokrat se še malo odločava. In tako da nič, naj ostane skrivnost do naslednjič. Lepo se imejte, pa se vidimo. Čau.